Pred našimi kamerami toplo pozdravljam in izrekam dobrodošlico novemu hrastniškemu županu Marku Funklu in seveda najprej iskrene čestitke k vaši izvolitvi. Dober dan in hvala. Torej, 8 let ste se nekako trudili priti do tega položaja, čeprav to ni položaj, to je pač neko skupno sodelovanje z ljudmi, ampak vendarle me zanima, kaj je tisto, čemu pripisujete, kako ste uspeli učarati zdaj volivce. S čim? Ja, jaz bi v osnovi začel s tem, da pač po profesiji sem profesor filozofije in ruščine in da me kot tazga zelo zanima množica oziroma družba. Kar pomeni, da sem začel že leta 2010 z ostalimi v ekipi oblikovati našo listo Naš Hrastnik, s katero smo si želeli sprememb, predvsem o tem, kako malo mobilizirati zadeve v Hrastniku. Se mi zdi, da je Hrastnik od zasavskih občin bolj zaspan kraj, tudi z vidika tega, kako se ljudje udeležujejo, se pravi, ali debat, ali nekih dogodkov. In se mi zdaj to zelo velik izziv. No, jaz mislim, da na podlagi tega, kar smo gradili, na podlagi tega vključevanja ljudi, odprtosti in iskrenosti in posluha za to, da se z vsakim res poskušamo poslušati drug drugega. Mislim, da so to glavni kriteriji bili, da so ljudje v nas prepoznali opcijo, ki bo delala drugače. Zdaj ste najbrž že uspeli analizirati, kateri del volilnega telesa je tisti, ki vam je namenil svoje glasove. So to res mlajši ljudje ali ne? Ne vem, če je ta analiza sploh smiselna. Pač župan, kdorkoli te izvoli, si župan vseh občank in občanov. Tako da brezpredmetno je govoriti kdo in špekulirati kdo. Jaz sem prepričan, da z vsakega segmenta prebivalcev Hrastnika smo dobili nekaj glasov. Tako kot sem pa rekel, zdaj smo pa pač tu zato, da delamo za vse občane in občanke. No, ampak moram le vprašati, velikokrat se je slišalo v teh dneh, sploh pred drugim krogom, to je človek, ki nima enega dneva delovne dobe. Zdaj tisti, ki smo na trgu, vemo, kaj pomeni delovna doba in kako si tisti pač služimo kruh, ampak vendarle, kako odgovarjate na te očitke? 4 leta sem se preživljal kot samostojni podjetnik. Se pravi, če si samostojni podjetnik, seveda moraš plačevati prispevke in ti teče tudi delovna doba. 9 mesecev zdaj sem bil zaposlen, se pravi kot vodja mednarodnega projekta na področju zadružništva. Prej sem si pa številne izkušnje nabiral tudi kot študent, ker v prejšnjih časih se še sicer ni beležila delovna doba, zdajšnjim študentom se beleži, kar je po mojem pozitivna lastnost, tako da jaz bi rekel, da imam približno 13 let izkušenj z trga dela, delovne dobe imam nekaj manj. Vsekakor pa jaz mislim, da mi bojo vse te izkušnje, ki sem si jih nabral, ne samo kot samostojni podjetnik, ampak tudi kot sindikalist oziroma kot aktivist, izjemno pripomogli k temu delu, ki ga trenutno opravljam. No, zdaj, če greva malo k tem vašim vsebinam, zdaj delovna telesa ste v glavnem že potrdili, ne? Kako težka naloga je bila to? Sem v samem štartu pričakoval, da bo težje. Jaz mislim, da smo poizkušali to narediti res na tak demokratičen način, da smo pogledali število glasov posamezne liste, preračunali število mest v teh delovnih telesih in se na koncu uskladili. Nekaj dela je bilo, ni pa bilo pretežka naloga. Tako da jaz verjamem, če smo uspeli to uskladiti, da bomo usklajevali tudi ostale zadeve. Če nihče ne dela tega s figo v žepu, sem prepričan, da ne bomo imeli nobenih težav. Torej, to, da ni to ravno demokratično okolje, je to neke vrste prednost? Ja, jaz ne morem reči, da ni demokratično okolje, ker pač če ne bi bil, verjetno ne bi danes tu sedel. In tudi to je dober pokazatelj, da si je Hrastnik mogoče želel malo spremembe in predvsem, kar se tiče zelo velik nabor različnih ponudb je bil na volitvah in mi smo od 18 svetnikov dobili 9 različnih list oziroma strank, kar pomeni, da imamo zelo fragmentirano in pisano zasedbo, kar je po mojem mnenju ravno odraz tega, da je zametek demokracije večji, kot je bil v preteklosti. Torej, proračun, najbrž debata na vrhuncu, ali ste že končali s tem delom? Nekako v teh dneh ravno zaključujemo s pripravo prvega predloga, se pravi, ta prvi predlog gre potem seveda preko delovnih teles potem tudi v javno obravnavo, kjer lahko tudi občani sodelujejo, kar bi bil zelo vesel, če bi dobivali tudi različne pobude strani občanov v tem vmesnem obdobju med prvo in drugo obravnavo.
Proračun je v veliki meri vezan še na projekte, ki jih je zasnovala prejšnja ekipa. Med glavnimi prioritetami lahko povem, da bomo uredili Dirmajerjev hrib, to je nadvoz oziroma podvoz v krajevni skupnosti Steklarna, za katerega govorimo že praktično 10 let, da ga bomo uredili. Letos končno pride na vrsto. Urejali bomo tudi kulturni dom, večnamenski dom na Dolu. Prav tako bomo pomagali gasilcem pri izgradnji gasilskega doma na Dolu in eden od tistih projektov, ki po mojem mnenju bo dal en bolj pozitiven pridih v občini Hrastnik, je prenova hrastniške tržnice. Od večjih projektov vsekakor bomo letos pripravili vso dokumentacijo za obrtno-industrijsko cono Steklarna kemična tovarna, kar je tudi že v teku nekaj časa. Predvidevamo, da so graditi začeli začetek naslednjega leta. Moram še vprašati, preden greva k tej steklarski koloniji, zelo zanimivi temi pravzaprav in akutni pravzaprav za Hrastnik, vendarle participativni proračun. Vi ste zagovornik tega, ne? Kako bi pravzaprav, kolikšen delež te skupne občinske blagajne bi dali na voljo, da si ga ljudje pač ne prisvojijo, ampak da o njem odločajo pravzaprav? Ja, jaz mislim, da je participativni proračun ne samo, da gre za odločanje, ampak gre tudi za povečanje interesa ljudi za vodenje oziroma za občinsko politiko. Jaz bom rekel tako, če damo na kup 20 ljudi in imajo vsi možnost povedati svoje mnenje, pač kaj si želijo v občini in bojo o tem glasovali, jaz verjamem, da v večini primerov ne bo zmagal asfalt do ene same hiše. In tukaj potem ljudje začnejo razumeti, kakšna je vloga župana, ne? In občinske uprave in občinskega sveta. Ker javni servis je v zelo, zelo redkih situacijah servis do ene hiše, ampak je v bistvu vedno iskanje kompromisov, kaj je dobro za večino. Ne bi želel zdaj reči, v kakšni meri bomo dali odstotek proračuna na participatorni proračun. Želimo pa letos že izvedeti poskusno v eni krajevni skupnosti, ker moramo najprej te procese opazovati, jih oblikovati in prilagoditi naši občini. Zdaj občinska uprava, vsa ta ekipa strokovna, ki je tukaj, zaenkrat ostaja razen direktorja, ne, ki ga iščete pravzaprav novega. Drži, se pravi, občinska uprava, po mojem mnenju, je strokovno kompetentna, ima veliko znanja, malo jo bo treba, kako bi rekel, poživiti, predvsem iz vidika, da imamo v naslednjih 2 letih planiranih 6 upokojitev, kar pomeni, da bomo poizkušali najti neko novo energijo in skupaj z izkušnjami, ki jih občinska uprava ima, jaz mislim, da je to dobitna kombinacija za prihodnost Hrastnika. 2 vprašanji se še tu podvprašanji se ponujate kar sami. Kakšne kvalifikacije mora imeti ta oseba, seveda strokovne na vsak način, ampak vendarle osebnostne tudi, ne, ker čisto vsak pa tako delo ne more upravljati. To je ena stvar. In drugič, ali bo iz te kvote vaših političnih zaveznikov prihaja ta oseba oziroma ima neko prednost, je na neki prednostni listi ali ne? Nikakor ne gre za osebo, ki bi prišla od katerekoli stranke, ki so me podprle v drugem krogu na volitvah, tako kot se je špekulirali. V prvi vrsti si želim, da je direktor občinske uprave nekdo, ki ima znanje pravnika, po možnosti pravosodni izpit, ker s tem lahko znižamo strošek najema zunanjih odvetniških storitev. In jaz mislim, da mora človek, ki vodi občinsko upravo, poleg zakona o pravnih postopkih, katerega itak po zakonu mora imeti, se pravi, ta ZUP narejen, mora biti nekdo, ki bo znal organizirati delo vseh zaposlenih na občini, kar pomeni, da če je veš zakonodaje, bo veliko lažje to tudi upravljal. Jaz bi rekel, da to je tudi tisto, kar lahko dobro dopolnjuje župana, sploh če župan ni pravnik, da lahko preverja že podpisane pogodbe, da bomo na ta način veliko bolj kompetentno tudi na trgu sklepali pogodbe s podizvajalci, s podjetji, s katerimi sodelujemo. Tako da jaz skoraj bi rekel, da v moji viziji mora biti direktor občinske uprave pravnik.
Vendarle še eno vprašanje na to temo občinske uprave. Kaj je pravzaprav tisti glavni poglaviten očitek? Je to rigidnost sistema, je to nekomunikativnost na vse zadnje do občanov? Kaj je pravzaprav narobe? Jaz občinske uprave ne kritiziram. Tako kot sem prej rekel, jaz mislim, da rabi večkrat poživitve, drugače pa sem prepričan, da kompetence in znanje ta občinska uprava ima in da bo delala zelo dobro za dobro občanov tudi vnaprej in da bomo zelo hitro imeli dobre rezultate in kaj za pokazati, kaj delamo. No, jaz sem to tudi vedno zagovarjal. Večina zaposlenih običajno deluje po navodilih delodajalca. Delodajalec v tem primeru je občina, na čelu občine je župan in na čelu občinske uprave je direktor. Kar pomeni, če bomo to uredili, jaz verjamem, da imamo kader, ki bo lahko speljal naše ideje. Preden greva spet nazaj v to vaše okolje, kaj vse vas čaka in kaj boste vse postorili, dajmo malo analizirati življenje s sosedami. Pravite, proti Zasavju so bili odnosi v redu, z Radečami kolikor toliko, na našo stran pa nekako niste. Prejšnja garnitura nekako ni, proti Celju nekako ni šlo. Ja, ne vem, mogoče je to tudi zgodovinsko pogojeno. Jaz sem prvič po mamini strani prihajam iz občine Laško, živim sicer celo življenje v Hrastniku, v srednjo šolo sem hodil v Celje, zelo veliko prijateljev imam iz Laškega in Celjskega konca in meni je bilo vedno zanimivo, kako občina, ki praktično ima meje enako kot s Trbovljami, se pravi občina Laško z našo občino skoraj da ni odnosov, nikakršnih. In jaz mislim, da to ni prav. Da prvo smo sosedje tisti, ki smo po meji sosedje, potem šele tisti, ki smo po birokraciji sosedje. Ampak vendarle zdaj s to sosedo na celjsko stran je pa kupenih težav. Če pustiva ob strani vodovod, kjer se bojo stvari nekako že, to so finese drobne, ki vas pravzaprav kot župana niti toliko ne zadevajo, vsaj vas ne bi smele. Je pa vendarle ta nesrečni Ceroz in prebivalci Breznega in prebivalci Sedraža. Jaz verjamem, da ste se z njimi že kaj pogovarjali, kaj jim ponujate, kakšno obliko sodelovanja oziroma odkupa tistega, kar sicer ni čisto vaša stvar, ampak vendar na vašem teritoriju pa je. Jaz sem malo v šali laškemu županu ponudil, da Sedraž prepišemo v Hrastnik. Če so tam težave, smo pripravljeni to narediti, ampak seveda to ne gre. V glavnem, moramo se zavedati, Ceroz je težava 5 občin, ne samo Hrastnika. Res je, da je na teritoriju Hrastnika, res je, da je Hrastnik imel pomembno besedo pri tem smetišču, vendarle pa moramo težavo vsi ustanovitelji reševati skupaj. In ne nazadnje moramo biti dober sosed tudi do krajanov Sedraža. Povedal sem županu Laškega, da kolikor bo želja, da se naredi nek skupen sestanek s krajani Sedraža, da z veseljem se odzovem na kakršnokoli povabilo in tudi pripeljemo samo direktorja Ceroza trenutnega. Jaz verjamem, da moramo tam gor rešiti veliko stvari. Mi imamo trenutno od ekoloških izzivov na Cerozu še večje ekonomske izzive. Ker smetišče že 2 leti dela krepek minus, ker ima država velike težave z odvažanjem RDF odpadkov, ker trenutno ni nikogar, ki bi to vzel po normalni ceni, pomeni, da imamo prenizko ceno za smeti v občini. Ker s to ceno ne pokrivamo niti trenutnega delovanja. Jaz mislim, da imamo prvi izziv, da nehamo delati minus takoj, potem da moramo sanirati ta minus za nazaj in da uredimo tudi ekološki problem. Bom zelo po kmečko vprašala, se vam zdi logično, da je taka deponija takih razsežnosti za toliko ljudi na vrhu hriba, kjer so spodaj evidentno viri pitne vode? Jaz mislim, da Ceroz kot ideja smetišča tako mehen, kakor je, za vas je mogoče veliko, ker če gledamo z vidika krajana, je to veliko smetišče. Če gledamo z vidika države, smo od 7 centrov najmanjši. In vedeti moramo, da so odpadki trenutno na trgu, kar pomeni, da naš najmanjši lahko na trgu zelo težko konkurira nekemu velikemu smetišču, kar pomeni, da se cene za nas dvigujejo. Jaz mislim, da je država tukaj naredila napako, ker je dovolila tako mehen center za ravnanje z odpadki pri nas. In jaz bi bil najbolj vesel, če lahko bi ta center za ravnanje z odpadki po hitrem postopku zapremo. S pomočjo države, seveda.
No, to se bo pokazalo v naslednjem obdobju, kako in kaj. Veljate za socialno čuječega človeka, po vsem tistem prebranem, slišanem, videnem, to zagotovo tudi drži. Zdaj me pa le zanima kot župan, kako boste vi poskrbeli za enega delavca, recimo, ne, ki ima minimalno plačo in ima še to smolo, ne, če je v mama hotelu, nobenih težav, tam preživi tudi z minimalno plačo, ampak vendarle nekdo, ki je samcat svojo družino, ki jo more preživeti, na kakšen način mu boste stopili naproti? Ja, jaz kot župan lahko skrbim samo za delavce na občini. Ostali so vendarle naši občani, kar pomeni, da je treba za naše občane lahko poskrbimo na različne načine. Z delavci se morajo ukvarjati delodajalci in sindikati. Jaz verjamem in upam, da tako tisti veliki delodajalci kot sindikati v teh podjetjih, da se bojo znali zmeniti in izboljšati pogoje teh delavcev. Tukaj se žal moje pristojnosti končajo. Kar se tiče pa občanov, ki so delavci na minimalnih plačah, pa jaz bom rekel tako. Razdelitev denarja med občino v Sloveniji je po mojem mnenju nepravična. Hrastnik je ena od občin, ki ima socialno bolj obremenjen proračun v Sloveniji, kar pomeni, da nam zmanjka denarja za investicije. Če pogledamo, da imamo hkrati še recimo, naprimer tale naš Ceros, kjer delamo minus, delamo pa minus tudi zaradi tega, ker nam smeti vozijo iz razvitih zahodnejših občin iz območja Nove Gorice, pomeni, da se je država v neki fazi odločila, da regije, kot je naša, žrtvuje oziroma da imamo tukaj stagnacijo ali pa celo nazadovanje. Jaz mislim, da se moramo zelo na hitro postaviti skupaj s poslanci in ostalimi župani, da se ta zadeva bolj pravično uredi. Ni pravično, da imamo tako malo investicijskega denarja, da lahko poskrbimo za naše ljudi. Bom povedal primer, veliko ljudi pravi, treba odpirati delovna mesta. Jaz se s tem strinjam, ampak trenutno v Hrastniku, tudi če ena firma pride in odpre delovna mesta in dobi recimo visoko izobražene kadre ali nazaj Hrastničane, ki so se izselili, ali pa nove prebivalce, mi nimamo niti enega prostega stanovanja za te ljudi. Kar pomeni, da smo v začaranem krogu. Če bomo imeli mi namestitvene kapacitete v vrtcih in šolah nam to dovoljujejo, da se lahko poveča število, ker smo 10 let praktično padali število prebivalcev, potem bomo skupaj z gospodarstvom zelo veseli novih delovnih mest. Bo šlo pa vse to z roko v roki. Brez tega ne gre. No, zdaj smo pri tisti koloniji, ki ne bi se porušila. Ne glede na to, katerakoli druga lokacija se je že določena, ampak vendarle katerakoli druga bo boljša kot ta obstoječa. Eno drugo vprašanje me tukaj žuli. Kako boste tem ljudem zagotovili spodobna, ampak poceni stanovanja? Ker ključni problem zgraditi neka stanovanja, ki so pač danes, kar je normalen standard, ampak vendarle hitro pridejo do visokih cen. Ti ljudje imajo nizke plače, to je treba vedeti. Ali pa celo nimajo plač. Ali pa celo nimajo plač, ali pa celo nimajo plač. Ali imajo pa tudi nizke pokojnine, tudi to je res. Jaz bi rekel tako, seveda, ne moramo jim zagotoviti stanovanja po isti ceni. Pač to so najstarejša stanovanja v občini, ki nekaj časa nekatera nismo zelo veliko investirali, ker se je vedelo, da s časom bomo to opustili. Kar pomeni, da če gremo v novejše, večje stanovanje, bo sigurno najemnina majčkeno večja. Dejstvo pa je, da so najemnine ali cene nepremičnin v Hrastniku neprimerno nižje kot v večini slovenskih občin. Jaz sem rekel, da je to tudi hkrati naša razvojna možnost, da v Hrastnik pridobimo ljudi ne zato, da bi zgolj delali, ampak da bi tle živeli. Ker jaz mislim, da okolje se popravlja, tudi okolje, kamorkoli bomo preselili človeka iz steklarske kolonije, prvič bo imel malo razgleda, malo več sonca in bolj prijetno okolje za življenje. In tudi bolj varno bo, ker tam je glavna cesta in to je vse. Tako da jaz bi rekel tako, jaz sem prepričan, da bomo našli rešitve. Rešitve bomo iskali tudi z lastniki privatnih stanovanj, zato da tem ljudem najdemo ustrezno namestitev. Je pa težko tudi z vidika, ker je tam dol 22 ljudi, ki živijo v enoosebnih gospodinjstvih. Vedeti morate, da ko občine delajo stanovanje, običajno naredijo vsaj za majhno družino. Mi nismo več včasih, ko bi se samski domovi gradili in zaradi tega bomo mogli veliko napora vložiti, da najdemo primerna stanovanja po isti ceni. Če pa damo eno osebo v dvosobno stanovanje, pa jasno, da pač s ceno ne moreš priti skupaj.
Zdaj smo pa že pri ceni toplotne energije tukaj pri vas. Nekak teh poročil ni najti. Občinski svet se očitno s tem kaj dosti, ne glede na to, da je 100% lastnik Petrol, ampak vendar te cene vsi so, veliko ljudi je prebegnilo k drugem distributerju, ker so te cene nemogoče visoke. Imate tukaj kakšno rešitev na vidiku? Razmišljate, kaj je to smer? Tukaj imamo velik izziv, rešitve še nimamo. Nazadnje s to problematiko sem seznanjen že dolgo časa, aktivno pa, kako bi to rešili, pa moram reči, da še nismo prišli tako daleč, da bi imel zdaj ponujeno rešitev. Se mi pa zdi pomembno ne samo zaradi občanov, ampak tudi zaradi gospodarstvenikov, ki delajo v občini, da najdemo neko alternativno rešitev. Ker včeraj je bila ena občanka pri meni, glede na to, da se je za 32% podražal ogrevanje preko Petrola, je potrebno najti pač zadevo na trgu, ki bo konkurenčna in ki se bodo ljudje lahko sami odločali, kako in kaj. Se pa zavedam, da pač to je en od prioritetnih težav, ki jih moramo letošnjem letu najti rešitev za njih. Jaz sem se že večkrat pozanimal, če bi se dalo pogodbo o določenih točkah spreminjati in na Petrolu so rekli, da so se pripravljeni usediti. Če so koncesionarji, bodo pač nekako morali tudi na vaše pogoje pristati. Seveda. Ali jim je to všeč, ali jim pa sploh všeč. Tako, in jaz mislim, da lokalna skupnost oziroma občina mora imeti do določene mere vpliv na oblikovanje cen. No, vendar je nek dolgoročnejši razvoj gospodarstva me zanima. Zdaj, turizem je zagotovo nek izziv, ampak to je ena sitna panoga, ker na zelo dolge proge nič ne daje. Recimo v Laškem in Rimskih Toplicah je 150-letna tradicija turizma, pa se zelo veliko ukvarjajo s tem, pa ni pravih rezultatov. Kaj pravzaprav zdaj vi, o čem razmišljate, kam bo šel razvoj tukaj pri vas? Jaz bom rekel tako, turizma se zelo veliko ljudi v Zasavju ne bo živeli. Kar pa ne pomeni, da ne bi mogel od tega živeti kak gostinc, kakšen sobodajalec, tudi mogoče kakšen obrtnik, recimo, ki izdeluje ali pa prideluje kakšne stvari, od medu, čajev in tako naprej. Jaz verjamem, da imamo tukaj nepopisan list, ki ga lahko zelo lepo popišemo. Se pravi, naredimo neko ponudbo, ne samo z vidika pač storitev in produktov, ampak tudi z vidika množičnih javnih prireditev, prepoznavnosti našega kraja in tudi podobe, kakšen kraj mi dajemo navzven. Jaz pravim, če ti govoriš cel čas o industrijski umazani regiji, je to ena podoba. Če pa ti rečeš, da je ta industrijska regija dala nam kruh in da zdaj ni več umazana in da imamo tudi kaj za pokazati, je pa lahko to zelo drugačna podoba. In bolj, ko bomo mi podobo kraja spreminjali, več ljudi bo želeli tukaj delati in živeti. In jaz mislim, da je to tista prava pot. Večkrat sem tudi dejal, Hrastnik je idealen kraj za to, da dva partnerja si tukaj ustvarita življenje. Če ima eden v Zasavju službo, drug pa se vozi v Ljubljano, je to neprimerno cenejše, kot če živita v Ljubljani. Tako da jaz mislim, da na tem moramo graditi. Kar se pa tiče gospodarstva, jaz verjamem, da bo za steklarno smo se že pogovarjali, da se bodo delovna mesta v steklarni poskušala ohranjati na nivoju, kot so. Ne, da jih bo več, ampak da bojo bolje plačana, da bojo to delovna mesta z več dodane vrednosti. In mislim, da moramo tudi v občini spodbujati delodajalce, ki lahko dajo takšna delovna mesta. Nazadnje nismo več težko industrijska regija in moramo to malo gospodarstvo spodbujati. 100% lastništvo komunale, nekako o tem razmišljate. Kaj bi vam pravzaprav to prineslo? Kontrola več ali kaj? Ne samo večjo kontrolo, tudi večje pristojnosti bi lahko dali na komunalo. To ne pomeni, da tega ne moramo zdaj narediti, ampak vendarle je delniška družba drugače kot javni zavod. Jaz zagovarjam sistem, ali je podjetje v celoti privatno ali pa v celoti javno. Pač nek vmesen hibrid. Se mi zdi, da je neka zavora tako za privatne lastnike kot za javnega lastnika, ker meni ne upa prav zelo veliko investirati, zaradi tega, ker ne ve, kaj se bo v prihodnosti dogajalo z drugim partnerjem in obratno. Zdaj, nekaj ste že razlagali, ampak vendarle me zanima, v čem bo pravzaprav v znamenju česa bo to leto 2019 za vas kot župana, za kraj, za to občinsko upravo? Jaz mislim, da v znamenju komunikacije,
Tako kot sem zelo veliko energije želim posvetiti tako jaz kot moji sodelavci temu, da naredimo en tak zelo dober pregled vsega, kar se v občini dogaja, da damo na kup vse ideje in da potem naredimo en plan, mogoče za 4 ali pa 8 let, kako bi realizirali to, da naredimo Hrastnik bolj prijazen za življenje, bolj stimulativno okolje za življenje in da tudi naredimo plan, kako bojo občani ne samo da bojo zadovoljni, ampak tudi recimo bolj aktivno pristopili k temu, da vsi skupaj lahko naredimo veliko več za skupnost. Letos bo prehodno leto, kjer bomo popravljali pravilnike, popravljali pač komunikacijo, jaz mislim, da tako z občani, kot z mediji, kot z društvi, kot z podjetji, da nas čaka veliko dela. Pravite, da ste in da boste pripravljeni ljudem prisluhniti. Že imate kakšno zofo v svoji pisarni? Tako da človeka, ko pride, tudi če je jezen, recimo včasih koga kaj močno razjezi, da ga malo mirite. Ja, zaenkrat nisem imel ne zofe, ne jeznih ljudi v pisarni. Kar pomeni, ne vem, ali pridejo ljudje na občino dejansko pomirjeni, ali pa pridejo z zavedanjem, da pač ne bomo mogli rešiti problema takoj v 1 minuti. Jaz večkrat povem ljudem, ker zdaj imamo povečan interes za sestankovanje z županom, večkrat povem, da smo kandidirali za 4 leta, ne za 2 meseca. Vendarle župan ni človek, ki ima čarobno palčko, ampak je samo človek, ki lahko poveže različne službe in pomaga delovati v prid skupnosti. Sam nisem nekdo, ki bi si želel komforta na občini, tako da iz tega vidika zofa verjetno odpade. Jaz mislim, da bomo kar ostali pri mizah in stolih in trdem sestankovanju. Lepo se vam zahvalim. Želim vam plodovito 4-letno obdobje in seveda prvo leto pa sploh, da bi vam vse tako odrezalo, kot ste si zamislili. Hvala in hvala tudi za ta intervju.